Oče in sin sta gnala osla. Nekoč sta živela oče in sin. Imela sta enega krasnega osla, ki sta ga očedla, ki sta ga skrtačila, sta mu naloščila kopitka, zobe učistila, da je bil osel in pol. Normalno se sta ga tudi imela namen prodati za 1,5 cene. In sta se odpravila iz rojstne vasi Šentvit v mesto Ljubljana. Dan je bil zasoparan, vroč, tiščal je dol, oče pa je rekel: sine, veš kaj, pojdi ti lepo zajahi oslička, pa ga boš jahal, ko si še majhen, bova tako hitreje prišla, pa lažje bo šlo. In res je otrok zajahal oslička in so lepo jahali, oziroma jahal je sine, one dva sta pa šla. In počas pridejo do vasi Dravlje. Kakor sem rekel, dan je bil zatohel, vroč, ljudje so bili leni, naveličani vsega, ni se jim dal delati, posedali so po hišnih pragovih, majčkeno vrtali po popkih, majčkeno po nosovih in se dolgočasili. In ko sta prišla sin na oslu in oče zadaj, so se zgrozili. So rekli: tak star gospod jaha pa otrok, ki ima še prve noge. Ja, kam pa to pride? Ni čudno, da je danes mularija tako razvajana, da so takole obnašajo, ta permisivna vzgoja, to ni nič. Stari bi mogel hoditi, oziroma jahati, zaradi tega, ker na oslu ne on hod, se je star človek, se je zaslužil s svojim delom in življenjem. Oče poslušal, si je mislil: veš kaj, sine, pa si imajo prav, ne? Ti imaš res še prve noge, dajva midva lepo zamenjati. In zamenjata. In grejo počasi naprej. Zdaj mečkam počasnej, ker otroček je težko hodil. In so počasi prišli do vasi Zgornja Šiška. Dan še vedno vroč, zatohel, ljudje še vedno leni, naveličani, vrtajo po popkih, po nosovih in se zgrozijo, ko jih vidijo. Rečejo: pa to je neverjetno, glejte to staro surovino, jaha otrok, pa ko mi dogaja zadnji dobrobencla, pa se ga bo ubal. Kje so zdaj razni, ne vem, matici munci, pa društva prijateljev mladine, vse polhanih je, kaj je treba denar talati, kaj pa je treba kaj narediti, pa nikjer nikogar. In so se pritoževali in so se repenčali in klicali socialno službo, na kar je oče se majčkeno ustrašil, pa je rekel: veš kaj, sine, najboljš, da še ti lepo zlezeš na oslička, pa bomo šli skupaj, da te ne bo kdo meni vzel. In so res, oba dva sta zajahala osla in so počasi napredovali. In počasi prišli do vasi Spodnja Šiška. Ko so jih zagledali, so se ljudje zgrozili. Se poglejte, dva na enemu bogmu osličku, pa se jim bosta hrbet zlomila. Kje so zdaj društva proti mučenju živali? Kje pa policija, ko je treba red narediti, nikjer nikogar? Samo denar poberajo od davkoplačevalcev, drugače pa nič. Zdaj se je oče ustrašil, ko je slišal policija, je rekel: ne, veš kaj, sine, dajva midva osla kar lepo gnati praznega naprej, se je res, konec koncev bi ga rada prodala, ne morva ga toliko zmatrati, ne. In so šli počasi naprej. Počasi so prišli do mesta Ljubljana, tam za Tivolijem, glih tam okrog vaše šole so prišli v mesto, ko so ljudje to videli. Na svojih hišnih pragovih, zdolgočasani, s prsti v nosovih pa v popkih, so se začeli smejati. Lejte, te dva medaka, ne moreš verjeti, osla ženata in to praznega. Vsaj eden se na njega usedel, če ne kar oba dva, te dva pa praznega osla ženata. Kako so trapasti danes ljudje, to je neverjeten. Kako je fino, če ti na tak dan kakšne takele trapaste budale mem pridejo, da se lahko majčkeno nasmejiš. V tistem je imel oče vsega dosti.
Je rekel, vidiš, sine, se je naslonil na osla. Ni prav, če je osel poln, ni prav, če je osel prazen, ni prav, če je na pol poln, ni prav, če je na pol prazen. Vsem ljudem nikoli ne ustrežeš, je rekel. Še posebej, če so zdolgočaseni. Zdaj vam bo pa še Katra kaj povedala. Zdravo. Poslušali ste pripovedko Vsem ljudem nikoli ne ustrežeš, ki vam jo je pripovedoval Rok Kušlan, znani pripovedovalec z Radia Študent in drugih takih kulturnih pripovedovalskih dogodkov. Zakaj smo tukaj? Tukaj smo zaradi zgodb, smo pa točno kje v Vodnikovi domačiji oziroma v galeriji Vodnikove domačije. Na tej razstavi lahko vidimo stripe slovenskih strip avtorjev, ki so slovenske ljudske pripovedke in tudi eno rusko preobrazili v stripe. In s temi stripi pripovedujejo zgodbe. No, to pa je zgodba o volku in lisici v Žbajančičevi hišici. Gor, ko se gre na bilo, jaz tudi točno ne vem, kje je to, ker nisem toliko domač v rezi, ampak pa je tam gor, kjer se gre na bilo, ena mejhna hišica. In v tej hišici je živel en mejhen možic, ki mu je bilo ime Boštjan, ampak so mu vsi rekli Žbajančič. No, in ta Žbajančič je imel zraven svoje mejhne hišice še en manjši svinaček in v njem je imel prasca. Lepega, rožnatega, krasnega, ka 500 evrov. In ga je redil, in ga je futral, in ga je imel nadoserati. In tako je Žbajančič živel s tem prascom v eni taki lepi slogi in radosti, vse do dne, ko je Žbajančič prišel do svojega svinaka s ta velikim nožem. Prišel je do prasca, potočil solzo, se od njega poslovil, potem pa žak in je šla prašičeva duša v svinjska nebesa, medtem, ko je Žbajančič svojega prasca zulekel gor v sobo. Truplo, seveda njegovo, ga lepo razkosal in ga prštimal. Pa ne zato, ker bi bil Žbajančič žleht, pa svojega prasca ne bi imel rad. Nasprotno, ker ga je imel tako zelo rad, je iz njega naredil same krasne stvari. Naredil je slastno panceto, debelo salamo, pa ne eno, dve in ogromne, mesnate, pa mičken mastne, nepresuhe, dve šunki. In vse to je lepo razprostrl nad svojo postelj, da se je prasec tam lepo grel in sušil. Da se je ta prasec lahko sušil, pa je bilo treba dober kurt. In enega dne stop Žbajančič do kolen kište in ugotovi, da tam not ni nobenih drv več. Ni kazal druge. Je zadev na rame koš in vzel v roke sekiro, potem pa je zaklenil hišico in šel hajtu gost po drva. No, v tem istem gozdu pa sta živela tudi boter volk in botra lisica. Pa reče lisica volku: Volk, volk, a vohaš? Ne, nič ne, koga imamo nos zamašen, veš, ko sem prahlajen. A ne vohaš, lej, volk, kele proti severu obrn nos, no? A vohaš, joj, volk, a vohaš to? Voha, volk. Menda pa res, koga pa to tako lepo diši?
Ja, volk, prasec diši. Prasec praviš, odkot pa? Ja, volk, tamle, iz Bajančičeve hišce diši. Ja, pa res diši. Kako lepo diši. Pejt, volk, greva. In sta šla in prišla do Bajančičeve hišce. Kako je tam lepo dišal. In reče lisica, a vidiš tamle gor? Tamle gor, volk, v tistejle bajti, tamle, ki je tistle okenček odprt, od tamle diši prasec. Kaj praviš, volk? Če bi ti vzel lojtro, pa zlezel noter, pa se pač najedel prasca, kakor bi se ga hotel, pa še meni kakšen košček dal, a ne? Pa prav volk, za koga pa glih jaz? Pa prav lisica, ja zato, ker zdest, zato, ker skorajžen volk, zato, ker si volk. No, je rekel volk, seveda ja, no, normalno ja, bom šel. In res je volk pri slonu k bajti lojtro splezal po njej, smuknil noter skozi mečken okenček glih za glih. In tam noter ali babina votlina, salame, klobase, pancete, po 2 tolsti šunki. Volk, ki ni jedel že 10 dni, je bil vas iz sebe in je začel skakati in hlastati, zdaj po klobasah, zdaj po pancetah, pa je zagrizel v šunke. Kako je volk užival in je delal tak kraval, da se ga je slišal po celi gmajni. Lisica spodaj je popila, volk, no pa daj še k meni kaj vrš. Ma volk je sploh ni slišal, tok je glodal. No, v tistem je pa le en glasek tam, daj še meni kaj vrš. Lisica bi tudi rada, ne bo, in vrže dol par klobas. In tudi lisica se začne mastiti in se bašata. In volk se je tok nabasil, da je ves pomen padel na bok, dal vse 4 od sebe in začel šmrčati. V tistem pa Žbajančič gre, se je zadrla lisica. Volk se je ustrašil. Vedel je, da ga bo Žbajančič glih ubal, če ne še kaj hujšega. In je skočil skozi okenček, da bi prišel na svobodo. Ampak ja, lačen volk je šel noter. Sit debel volk pa se je zataknil v okenski okvir. Lisica je pobegnila, volk pa se je daril. Lisica, modra lisica, pomagaj mi, Žbajančič me ubije, če me dobi tukaj. Prav gotovo te ubije, je rekla lisica, ampak mene pa ne bo dobil. In je šla. Volk pa ni mogel nič, zagozden je bil v tistem oknu. Prišel je Žbajančič, zdel se mu je neki čuden in je stopil noter, odložil sekiro. Zdel se mu je neki čuden. Šel je gor v svojo spalnico, v spalnici pa razdejanje, povsod vse pogrižan, ves prasec na tleh, kakor ga je šel stal. Iz okna pa je cepetala volčja rit. Sveta jeza je pograbila Žbajančiča, Žbajančič pa je pograbil kol in je začel tolčt in je mlatil in je udrihal, kamorkoli je pa padal. Ko mi živše, je volk le najdel vrata in ušel. Tekel je, no ni tekel, vlekel se je in se prevlekel gor na planjo, kjer sta se ponavadi dobila z lisico. Je jamral volk in lisica je res prišla na planjo. Lisica, jaz sem samo še živ. A veš, kako me je Žbajančič nabutal, jaz sem samo še živ. Reče lisica, volk moj, kaj boš ti jamral, mene poglej. Lisica pa ke lisica. Nekje so klali kravo in je ostala od nje mlaka krvi.
Lisica se je nalokala do sitka, potem se pa iz gola v besnosti še povalala po njej. In res je bila krvava, kada bi jo zaklal. Ja, zas je rekel volk, boga lisica, kaj pa s tabo bilo? Ja, se vidiš, da me ješ bajančic nožen dubu, s komi živim še bolj komi kot ti. Joj, bežva je rekla, če sam jaz sploh ne morem, tukaj moraš volk, pejt stran, mene, jaz več nič ne morem, mene žbajančič, če me dobi, ne me pa pokonča, ne tukaj svojo smrt storim, ti, volk, prijatelj moj, se pa le reš. Rekel volk, ne, to pa ne gre, prijatelja pa ne morem pustiti takole v nesreči. In si zadega lisico na hrbet in jo nese. In sta šla. Se je lisici fajn zdel, se je muzala. Bolani zdravega nese. Bolani zdravega nese. Se je režala gor na volčjemu hrbtu, volk pa reče, kaj deš, botra lisica? Oh, nič, je rekla lisica, pravim sam, da pejva čim prej v kraj. In sta šla v Mušinkej. No, in še ta zadnjo imamo danes. To gremo pa kele, kar je v Murnu in o Murnu muzikantu, oziroma o Murnu in Mravljah. Več naslovov ima ta štorija. Narisala jo je Maja Kastelic, tukaj imate neki njenih risb, sledi pa še moja interpretacija. Nekoč je bilo na robu gozda eno mravljišče. V tem mravljišču je vladal red in stroga hierarhija, vse se je vedelo, kako mora biti. Normalno, mravljišče je bilo ogromno in brez reda bi bila noter totalna zmeda in ne bi vedeli, kdo in kaj. Tako pa smo imeli v tem mravljišču kraljico. Kraljica je skrbela, da je bilo vse prav, bila je razsodnik in moralni vodja mravljišča. Imela je, ni veliko delala, ona je vladala, imela je debelo rit, ampak iz te ritke je rojevala mejhne mravljice in ostale mravlje so ji bile hvaležne, kajti vedele so, da ko bodo one stare, bodo lahko udobno uživale svojo starost, ker bodo mlade mravlje delale za njih. Zato mravljam delavkam ni bilo, kakor že ime pove, težko delati. In so delale od jutra do večera vsak ljubi dan. Seveda pa so bile tudi mravlje oziroma mravljinci, ki so skrbeli za njihovo varnost. In tukaj je bil vrhovni poveljnik mravljincev vojščakov, mravljinc Ivan. On je skrbel, da je bilo vedno v okolju naših mravljic varno. No, in tako so mravlje vsak ljubi dan v visokem poletju nabirale vse sorte stvari, one so, ker je bilo vsega dovolj, nabirale borovnice, pa so nabirale jagode in ostale gozdne sadeže, potem so tudi najdle kakšno mrtvo kobilco, so jo odnesle noter, to bo super za kakšno šunkico narediti, tele njene kračice, pa tudi rebrca kobilčja se zelo dobro priležejo, pa kakšno pikapolonco, za pikapolončijo juho po zimi, ko bo treba, da se pogrejejo, pa kakšno enolončenco se da iz pikapolonce fino narediti in so nosile vse te stvari noter. No, nosile so tudi slamo, da bi mravljišče ne puščala streha, da bi lepo vodo držali, da dež ne bi prišel globoko noter, pa da bi bilo toplo, da ne bi bilo prepiha. Da bi bilo toplo, so nosile tudi drva in nosile so te mravlje ves ljubi dan. No, vse poletje pa je bil na tem travniku tudi en Muran. Lepo je bil oblečen in on je igral na gosli.
Bil je zelo nadarjen in je igral neverjetno lepo. Bil je najbolj imeniten muzikant daleč naokrog. In on je dan na dan igral. In igral, da se je pesem razlegala po travniku in po gozdu in po celi rezi. Gledale so ga mravlje, potem, ko so nosile 2 po 1 rubido, 1, 2 pikapolonici, ko so delale kot črne živali, so ga gledale z malo nevošljivosti. Skakal, tako se namreč tudi reče, Murnu v rezi. Kaj pa ti misliš, kako boš pa na zimo? Na zimo si ne boš nič prštimal, mraz ti bo. Mene pesem in poezija in umetnost me greje. In je igral naprej. Mravlje so bile mečkam fovš, ampak kaj dosti, se pa tudi niso ozirale na njega, se na vse zadnje niso imele dosti časa. No, in tako je teklo življenje dan na dan in teden na teden, mesec na mesec in počas je šlo poletje in je prišla jesen. In so prišle hladne sape in je prišel dež. In po vsem tem je na vrata mravlišča potrkala zima. Pred njo so pa mravlje trdno zapahnile vrata. No, pozim je prišel zaslužen počitek za mravlje. Kakšne so samo malo poležavale, druge so brale knjige, tretje so kartale, četrte so igrale šah, kakšna je spet štrikala in so tako udobno preživljale v toploti svojega doma dolge zimske večere. Enkrat pa nekaj zaropota na vrata. Prostor vojski, je rekel poveljnik Ivan in šel pogledat, kdo in ali kaj je pred vrati. Videl je na tleh Murna, čist trdga od mraza. Kaj pa je s tabo? Čist fertik sem, zebe me, lačen sem. Lačen. Kje si bil pa polet? Poveljnik Ivan, se veš, kaj sem bil polet. Na travniku sem bil, igral sem. Je rekel, pa peč, zdaj na travnik, pa tam pleš, če si polet igral. Sam 5 stran izpred naših vrat. In je zaloputnil vrata, da je iz nadstreška padel še sneg na Bocka Murna. Je bila pa ena mravljica Andrejka, je rekla, poveljnik Ivan, to je bil Muran tam? Ja, Muran je bil. Ja, pa si ga kar napodil. Ja, seveda sem ga napodil, normalno, kaj? Ja, zakaj pa? Ja, se nič ni delal, zdaj bo pa tlele pred našimi vrati spal. Ja, pa ne moreš ga kar pustiti crkniti. Kaj mene briga, kdor ne dela, naj ne je, kdor ne je, naj pa crkne. Čakaj, to pa ne, je začela mravljica Andrejka in se je pol začel veliko ljudi s tem ukvarjati, veliko mravelj o tem premišljati in je nastal direndaj. In tlele je hotel s trdo roko rešiti poveljnik Ivan, da to pa ne, taki, ki nič ne delajo, ki se sam zezajo, ki sam igrajo, kaj bojo te v našem mravlišču, pa pred našim mravliščem. Stran, ne gre na travnik, pa ne dela kar če tam, ne pleše, ne igra, kar kol hoče, briga njega, je rekel Ivan. V tistem pa se je oglasila sama kraljica, moralna avtoriteta mravlišča. Je rekla, poveljnik Ivan, moje mravlje, a se ne spomnite, kako je Muran igral, ko ste ve delale? Seveda se spomnimo, je rekel Ivan, skozi je igral, pa smo ga skozi opozarjali, pa nič od njega. Že, Ivan, ampak kolikrat sem jaz vas videla, da ste vsi ritem dajali s tačkami, da ste malo poplesvale, mravlje moje, ko je Muran igral. A ni bilo prijetneje delati ob glasbi?
Ne, jaz nisem nič. No, ti, Ivan, seveda ne, ampak ostale mravlje ste pa uživali v glasbi. Ja, no, so rekli, ja, vse bilo, bilo res kar loži delati. Kako torej lahko rečete, da vam Muran nič ni dal in da nič ni delal? No, poveljnik Ivan, vzemi, lepo prosim, Murna noter v mravljišče. S stisnjenimi zobmi je poveljnik Ivan odprl vrata, 2 vojščaka sta vzela nosila in so Murna spravili v najtoplejši kot mravljišča. Dali so mu zapit malo čaja in Muran je počas prišel k sebi. Dali so ga mravlje potem spat v mehko poslo, da se je spočil, da se je nabral moči. No, in potem, ko se je Muran zbudil in se je pretegnil, je vzel svoje gosli in spet zaigral. In je igral tako lepo in tako veselje naredil v mravljišču, da so mravlje zdaj ne samo šah igrale, ne vem kaj, so imele disko, so plesale, so imele žur noter, pa so imele tudi kakšne malo bolj mile pesmi, pa je dajal svojo glasbo. Otročke spat, da niso bili sitni. Skratka, Muran je s svojim igranjem služil za streho in za hrano. In mravlje so se strinjale, da nobena zima pa še ni šla tako hitro mimo in tako lepo, kakor je šla tista zima in da bi to veljalo ponoviti vsako leto. In res, vse to se je ponovilo tudi naslednje leto. In celo poveljnik Ivan je vsake tok s ta srednjo, ta desno tačko udarjal ritem, kadar je Muran igral. In tako so mravlje vzljubile umetnost. In upam, da bo umetnost tudi vam pomagala, da boste z malo manj dolg časa preživeli tele dolge karantenske dneve. Lepo se imejte, lepe počitnice, pa upajmo, da boste hitro nazaj v šoli. Adijo.